Spoštovane dame, spoštovani gospodje, spoštovane občanke in občani občine Pivka, cenjeni župan občine Pivka in občinski svetniki, spoštovani župani in župani sosednjih občin, ostali gosti in seveda tudi nastopajoči. Moram reči, da mi je v veliko čast, da vas lahko nagovorim kot predsednik Državnega sveta drugega doma slovenskega parlamenta na občinskem prazniku občine Pivka tukaj v Krpanovem domu. In res je, to velja, da bi se zapomnilo. Praznik občine je pravzaprav praznik vseh občank in občanov, ki gradite edinstveno skupnost v tem prelepem okolju. Dovolite mi, da vas pozdravim tudi kot bivši občan sosednje občine Ilirska Bistrica, kjer sem preživel svoje otroštvo. In da vam povem kakšno po bistriško, tako da se razumemo, da ne treba prevajati slovenščine v lahko govoriti. Občina Pivka se izrisuje na zemljevidu Slovenije tako v eni obliki metulja s široko razprtimi krili. Pod krili pivški metulj skriva čudovit, bogat svet narave, čudovita hribovja, porečje reke Pivke in reke nudijo dom številnim živalskim in rastlinskim posebnostim, da o kraških presihajočih jezerih niti ne govorimo. In to je zagotovo meni osebno vselej ljub pogled, ko obiskujem te vaše in moje kraje, še posebej, kadar se znajdem na jagi s svojimi lovskimi tovariši. Če se ne motim, občino Pivka sestavlja kar 27 vaških skupnosti in trška skupnost Pivka, pravzaprav edino mestno naselje v občini, ki je nastala z razdelitvijo Postojnske občine leta 1994. No, občina Pivka svoj praznik praznuje na današnji dan, 9. maja, iskrene čestitke. Torej v spomin na dan, ki sega bistveno dlje v zgodovino od leta 1994, se pravi sega na tisti dan, ko se je leta 1869, tako kot je rekel župan, na gradu Kalc pri Zagorju zgodil prvi tabor. Ta tabor si je zelo vredno zapomniti. Zahteve, ki so jih takrat slovenski razumniki iz kmečkih, meščanskih in vrst inteligence postavljali, so identične zahtevam, ki si jih mora vsak izmed nas postaviti danes. Slovenija ni samo Ljubljana, Slovenija je tudi periferija. In Slovenija se ni začela v Ljubljani, dejansko se je začela na periferiji. In spoštovanje do periferije, enakovreden odnos oblasti do manjših krajev, do možnosti za razvoj manjših krajev, je izjemnega pomena, če želimo to domovino ohraniti uspešno, če želimo ohraniti svoj narodni značaj in če želimo, da naši otroci ostanejo doma in ne iščejo svoje sreče po svetu. Številka 28 je pravzaprav posebna številka občine Pivka, toliko občina šteje danes let in najmanj toliko skupnosti jo združuje. A naj nas 28. letnica ne zavede preveč, saj ima Pivka več kot 700 let staro tradicijo in poseljenost, mnoge najdbe pa pričajo, da je tukaj bilo življenje še v času prazgodovine. Najstarejša omemba vašega kraja, kolikor sem uspel zaznati v literaturi Šentpeter, je iz leta 1300. Sedanje ime Pivka pa je dobila po drugi svetovni vojni. Občina številnih imen se lahko s ponosom pohvali tudi kot odprta in moderna občina, občina številnih izkoriščenih priložnosti in prednosti, kar se opazi v vseh izvedenih projektih in vseh načrtih za investicije v prihodnje. To je tudi razlog, da sem v vaši sredini pogosteje kot kje drugje, saj ste občina, ki dejansko zna voditi tempo razvoja v Sloveniji. Spoštovane gospe in gospodje, sorodnike manjši v Ilirski Bistrici, že leta se vozim skozi Pivko, včasih se ustavim. Lahko vam povem brez laskanja, brez lažnih pohval, da se Pivka spreminja dosti hitreje, kot se spreminjajo druge občine v Sloveniji.
Lahko vam povem, da mi je zelo všeč, ko pogledam urejene poti, ko pogledam kolesarske steze, ko pogledam nove objekte, obnovljene fasade. Ne nazadnje tudi, ko pogledam dobre avtomobile. Tukaj se točno vidi, da je občina razvojno naravnana, da greste v korak s časom, da marsikatero tudi po prebivalstvu in po obsegu večjo občino v Sloveniji prehitevate. Jaz upam, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. No, seveda moram na tem mestu posebej pohvaliti delo župana, gospoda Roberta Smrdela, vseh občinskih svetnic in svetnikov, občinske uprave, ter seveda številnih aktivnih društev, zavodov, aktivov, ki tej občinski skupnosti dajete močno in prepoznavno identiteto. Dovolite mi, da vam v prazniku še enkrat iskreno čestitam, seveda pa gre posebna pohvala in zahvala letošnjim nagrajenkam in nagrajencem najvišjih občinskih odličij. Prav vam, nagrajenkam, nagrajencem, izjemnim posameznikom, povedano v slogu Martina Krpana, ki najbolj znajo, kako se tej reči streže. Upam, da boste v Pivki vzgojili še mnoge generacije tistih, ki bodo vedeli, kako se tej reči streže in da bodo tej reči stregli tukaj v Pivki in nekje drugje po svetu, tako da, če bo treba kobili izpuliti rep, da boste izpulili tudi kakšen kobili rep pri Ministrstvu za finance in projekte hitreje dokončali. Srečno!